Če vprašate skrbnike živali, so veterinarji najboljši zdravniki na svetu. Svojih pacientov ne morejo vprašati, kaj je z njimi narobe. Preprosto vedeti morajo. Nekateri pa se z njimi znajo celo pogovarjati in slišijo, kaj jim imajo povedati. Zato smo oddajo, v kateri bomo spremljali raznovrstno delo najboljših slovenskih veterinarjev v ambulantah in na terenu, preprosto poimenovali Super reševalci. Z njimi si bomo ogledali različna področja, od fizioterapije do kardiologije, in spoznavali, kako živalskim prijateljem zagotoviti zdravo in srečno življenje. V Centru za živali Moste se med čakanjem na veterinarja vedno vname tudi kakšna zanimiva debata, tako med ljudmi kot med živalmi. Tamaskan Ma je vsekakor zelo simpatičen in zvedav pacient. To je Maj, pasme Tamaskan, star je 10 tednov. Za njega sem se odločila že približno 4 leta nazaj, ker so me vedno fascinirale te bolj volčje pasme. Prednost te pasme pred recimo drugimi volčjaki je pa to, da se jih veliko lažje da vzgajati, ker nimajo te agresije, v bistvu nimajo toliko procenta volka, vse ponavadi imajo zelo nizek procent in niso tako problematični, ker recimo češko-slovaški volčjak ali pa kakšne druge vrste, ker izhajajo v bistvu iz polarnih pasem, v glavnem iz haskija, malamuta, nekaj tudi nemškega ovčarja. Zjutraj se kar zgodaj zbudimo ob 6:00, da ga dam prvič lulat. Gremo vsi trije na sprehod še z drugima 2 kužkoma. Pol se malo igramo, pol dobi zajtrk. On mora še 4-krat na dan jesti, ker je tako majhen. Veliko dneva prespi, veliko se igramo, ampak zdaj še v glavnem dosti počiva. Takrat, ko pa ne spi, se pa zelo aktivno igra in tudi s kužki se igra. Ga pa ne morem tudi še kaj dosti prav zunaj sprehajati, ker še ni bil pač 3-krat cepljen. Tako da moram počakati na to. Doma se super zastopijo, se vsi igrajo. Tisti višavski terier je star že 14 let pa pol in se zdaj z njim obnaša kot dojenček. Zelo sta se dobro ujela, s haskico pa tudi psičko. Tako da sva ena taka družinca zdaj že. Danes sva prišla na prvi pregled veterinarski. Začeli smo v skromnih razmerah. Imel to srečo, da smo lahko pri profesor Simčiču dobili ogromno znanja na kliniki za mesojede. Potem smo se pa njegovi študenti raztepli po Sloveniji, ustanovili svoje klinike in zaradi zasebne veterinarske prakse gre razvoj zelo hitro naprej, uspešno in zadovoljstvo, jaz mislim, da tudi naših pacientov in strank. Z leti smo postali že referenčna klinika, seveda predvsem zaradi magnetne resonance za nevrologijo, pa tudi kardiologije. Smo opremljeni z dobrim ultrazvokom. Delam z 5 sodelavci in pa veterinarji in 6 veterinarskih asistentk. Ledino smo orali tudi na rentgenskem področju. Prvi smo imeli zasebni rentgen, prvi digitalni rentgen v Sloveniji, tako da se trudimo vse. Prvi pacient doktorja Trstenjaka je višavski terier Teri. Skrbnica ga je pripeljala na pregled, ker se je odločila za magnetno resonanco. Pri hoji ga namreč zanaša in se boji, da ima morda v glavi tumor. Pri tem primeru gre za neke centralne motnje. Sumimo, da se pri 16 let starem kužu nekaj dogaja v možganih. Kaže pač znake nekega bohčanja v zid, prisilne hoje, zanašanja, pareza vseh 4 nog. In zato bi naredili pri njem magnetno resonanco, da smo mu dali pomirjevalo in tako blago narkozo, da bo pri miru, to 1 uro približno traja, in bomo dobili vpogled v njegove možgane. Ali bi šlo morda za kakšno vnetje ali tumor, bomo videli. Je pričakovati, da bomo kaj našli.
Ste vedeli, da je izraz španjel prvotno pomenil španec? No, danes to besedo razumemo skupino pasjih pasem, ki so bile vzgojene za lov. Ampak kuža Baxter, ki je zaradi želodčnih težav že več dni zapored obiskal kliniko 300 kosmatih, namesto divjadi rajši preganja predvsem igračke. Ime mu je Baxter, star je 5 mesecev pa pol, prihaja pa iz Makedonije. Dobili smo ga 2 meseca nazaj, moj fant je Makedonec, tako da v bistvu so ga njegovi starši zrihtali. V Sloveniji bi mogli čakati dolg časa, tudi cene so čisto iskreno višje in smo ga v bistvu dobili tam, je z rodovnikom, tako da je super. Jaz se hotam iz Zlatega prinašalca, sama imamo stanovanje, s fantom živa na 52 kvadratih. Prinašalc pa je že tako po defaultu velik pes, pa zahteva tudi, se mi zdi, večji manevrski prostor, kakor španjelček. In pol v bistvu, ne da mu je podoben, sam moja druga izbira je bil pa ta. Lepo dlako ima, tak, ne vem, splih prav je velik, da niso oni baterijski kužki. In meni je, po mojem, mislim, zdaj, ko ga imam, bi ga že prvi izbrala, če bi imela opcijo. Ali papi. Skozi se mu spahuje, pol se slini noro, kar pomeni, da ko spi, ima ponavadi vedno luščico na kavču. Tako da to, želodček matra. Saj smo tukaj že 3 dan, tako da danes je finiš. Veterinarka Petja Frangež bo sprejela Tamaskana maja. Domovina Tamaskana je Finska. Načrtno vzrejo so začeli leta 1981, pod tem imenom pa obstaja od leta 2006. Ustvariti so želeli zelo inteligentnega in delavnega psa, ki bi bil podoben volku. Uporabljajo ga tudi pri iskanju in reševanju ter kot terapevtskega psa. Zdaj bomo mi naredili prvi pregled, ne? Pa boš ti malo zobke pokazal in vse ostalo, koliko je star? 10 tednov danes. 10 tednov, ok. Pol prvo cepljenje je že skozi, verjetno pa rejcu. Ma so rekli, da je bila kakšna reakcija, kaj je takšna? Ok, pa mogoče 14 dni še enkrat ponovimo. Da se boš ti zdaj malo na mene skoncentriral. Pejti, bomo mi to malo zobe pogledali. Ok, zobki začnejo izpadati pol pri 4 mesecih naprej, a ne pa tam do enega 7. meseca ponovadi izpadajo, pa novi zrastejo. Tako da pri manjših pasmah treba biti pozoren, da dejansko vsi mlečni spadajo. Čakaj. Ok, sam za sekundico bi poslušal. Proti parazitom je kaj dobil? Je dobil prejšnji teden nazaj. Več pa prej na 14. Pri prejcih tudi na 14 dni. Za mladičke je pomembno, da dobijo prvič pri 14 dnevih, potem pa na 14 dni do konca zadnjega cepljenja. Čakaj, v redu je, noč. Hiter bo min. Hiter bo min. Hiter bo min. Hiter bo min. Ok, temperature nima. Lula kaka normalno? Da bi imel kakšne krče ali pa kaj takega, kakšno bruhanje? Ne. Nič. Ok. Pa tudi pri samčkih je pomembno, da pogledamo, če imajo oba moda. To je zelo pomembno, sploh za tiste, ki hočejo imeti naprej, ki so pasemske živalce. Zakam si jih pa ti skril? Ja, še čist mečke. Ok. Jaz sem jih zadnjič pomizati pa. Ja, sej enega najdem, ok, zdaj pa drugega. Drugega pa tudi komaj, tako da oba ima, no, tako. Zdaj, če ne bi imel, v tem primeru se pač svetuje kastracija, zaradi tega, ker psi, ki imajo zaostalo modo, zdaj lahko je v inguinalnem kanalu ali pa prav v trebuščku noter, a ne, s časoma lahko zrastejo tumorske celice in pol imamo večji problem, kakor če rešimo stvari na začetku, a ne. Veterinarstvo Trstenjak Zajc je prva in edina veterinarska klinika z aparatom za magnetno resonanco v Sloveniji in na področju jugovzhodne Evrope. Magnetno-resonančno diagnostiko izvajajo pri psih in mačkah. Opremljeni so z aparatom, ki deluje v nizkem magnetnem polju in je zato popolnoma neškodljiv. Priprave na začetek diagnostike že potekajo.
Zdaj bomo slikali možgane z magnetno resonanco, se pravi, gre za aparat z nizkim magnetnim poljem, zato so ekspozicije nekoliko daljše, ampak v vsakem primeru imamo živali vedno v narkozi, tako da nas čas pravzaprav tu potem niti ne omejuje. Magnetna resonanca omogoča jasno lociranje sprememb v možganih in hrbtenjači ter postavljanje diagnoze, spremljanje zdravljenja in nadaljnji potek bolezni. Magnetna resonanca je že dalj časa znana, da se te vodikova jedra v magnetnem polju postavijo vedno sever proti jugu. Potem pa jih z električnimi impulzi odklanjaš in pol iz različnih tkiv se različno hitro nazaj postavljajo spet v to polje in to je bistvo tega. Pol je pa to treba povezati še z temi piksli in z vsem tem, da pride tu ena slika ven. To imamo od leta 2008 kot edini v Sloveniji oziroma v celi tej jugovzhodni Evropi. In predstavlja neverjeten napredek v nevrologiji. Prej smo samo, tako kot ste videli prej v ambulanti, lahko samo sumiš, nekaj je, nekaj ni, a ne? S tem pa smo dobili vpogled v možgane in hrbtenjačo. Posebnost tega je, da pridemo, ker z rentgenom, niti z ultrazvokom ne moreš skozi kost, medtem ko z magnetno resonanco, s tem izumom je pa to omogočeno. Zato je to toliko velik napredek v medicini nasplošno. Najvažnejša je pri tem lokalizacija lezije, kje sumimo, da gre za težavo. Lahko je težava v možganih, tako kot v tem primeru sumimo, da gre za neke motnje v možganih, in pa seveda celotna hrbtenjača. Zato je toliko pomemben ta diagnostični postopek, klinični pregled, s katerim določiš, katero mesto slikati. To je največji uspeh tega, da to ni sevanje, da je to pač magnetno polje, ki zaenkrat ni spoznano kot škodljivo niti živali, niti človeku, ko je noter na preiskavi, niti osebi okrog. Vse skupaj v tej Faradayevi kletki tudi. Tako da to ni kot CT, kjer je ogromne doze rentgenskega sevanja in je seveda škodljivo. Tudi to je ena od teh blaznih prednosti magnetne resonance. Smo na Skavarjevi kmetiji, to se reče po domače, drugačen Cene Pečar. Kmetija redi okrog 70 glav živine. Na tej kmetiji smo pa od 76. leta naprej. Mleko oddajemo kmetijski zadrugi Dobrunje. Oni imajo pa pogodbe, pa gre potem iz Mlekopen, pa gre pa en del gre v Ljubljanske mlekarne, nekaj gre pa v tujino. Jaz mislim tako, pa če imaš toliko živine, pa če nekaj še kakšen drug preliv, lahko tle krpaš, če tle je premala dohodka. Če pa recimo veliko živine in ne moreš zakrpati, če slučajno da je slaba cena, in je to pol problem, da se to vse shaja. Tako je, kar v državi dobiš, ni slabo. Recimo, če bi šel pa v te investicije večje, pa to imaš pa potem, problem je na kmetiji birokracija. In mi bi vlagali v kakšne stvari, samo problem je, kdo bo te papirje vse to speljal in veliko zahtevajo. Tisti, ki dobro birokracijo imajo načitano, bolj kmetujejo, kakor pa unka, ki dela. Od birokracije je boljši prihodek. Veterinar Simon Oberstar iz veterinarske ambulante Snebarje prihaja pogledat kravo, ki se ji po telitvi ni izločila posteljica. Živijo. Tukaj imam tele, na kravo sem zjutraj klical. Je dobrih 48 ur po telitvi. Pa se ni še nikoli trebila. Pa mislim, da bi bilo treba to. Žre pa drugače normalno? Ja, krava žre, nekma, pa bi bilo treba to strokovno zrihtati. Bo šla najprej sam klinični pregled pogleda, pa škaj mi boš ti samo eno vedro vode, lahko je mlačna, da bo pol vzati fajn prala,
Prav. Dobro, grem jaz poštivati. V redu. Pa pika na redu. En tak zanimiv primer, mogoče ga še niso videli gledalci pa gledalke, ki je zelo pogost, praktično vsakodnevno se soočamo s tem primerom na terenu, to je zastala posteljica pri kravah. Pogost pojav praktično tam, kar vsakodnevno vsi veterinarji v ambulanti imamo te primere, eni več, eni manj, vzrokov je več, to bo mogoče večkrat, ko bom pač to delo opravljal, večkrat več razložil, zakaj do tega pride. Po prvem pregledu pri doktorici Peti Frangeš bo v Centru za živali Moste veterinarska tehnica Katja Potokar spregovorila o tem, kako lahko doma sami preventivno pregledujemo svoje pse oziroma na kaj moramo biti pozorni. Zdaj bomo pa še večkrat povedali, na kaj mora biti lastniki pozorni, ker ogromno lastnikov ne ve, da je fino kužka doma, navaditi na to, da se mu gleda ušeska, da se mu gleda oči, spremlja zobke, da ga je včasih fino tudi malo ščipant, malo stisnant, malo takole seb dvigant, pa držati, zaradi tega, da se navadijo. Ko pride enkrat situacija, ki je treba iti zaradi raznih situacij do veterinarja, nastopijo problemi, ko kužki niso navajeni. Lastniki enostavno rečejo, ja, pri nas tega ne pusti, ne dovoli nam, ne moramo nič delati z njim. In pol je problem. In je treba kužka pomiriti zaradi čist brezvezne stvari. Tako da fino je, da se ga že doma navaja na take situacije. Se pravi, v tem primeru recimo bomo pogledali majhno ušeska. Ušeska morate dvigati, pogledati, on ima sicer pokončne pri tistih kužkih, ki imajo klapaste, se jih dvigne, pogleda, on ima lepe, rožnate, se tudi povoha, ne sme biti nobenega vonja po kvasovkah, nobene črne usedline. Tako da to so pravil, pač taka ušesa, ki morajo biti. Potem, kar se učk tiče, enako. Potegnemo takole beločnico dol, mora biti lepa, rožnata, ne sme biti bela ali rumena. Zdaj, recimo, če pride do kakšne nesreče, pa pogledate učke, da ga, ne vem, zbije avto, pogledate učke, vidite, da je bela, pa potem še dvignete takole dlesen, pritisnete s prstom, pritisnete s prstom na dlesen, če rtuje belo, je kar kriza, ker so to lahko znaki notranjih krvavitev, pa je treba pol čim prej do veterinarja. Tako da to je to, tudi rumena barva beločnice ali pa tlele potem veznice ni primerna. To, kar sem že pokazala, se dvignejo dlesni, a ti pa zdaj itak vse drugo počijo. V glavnem, dlesni morate dvigovati, kuža vam mora kadarkoli pustiti, da odprete gobac, da greste s prsti v gobček noter, on je sicer še toliko majčkan, da ima še kar nekaj mesecev možnosti, da se to vse nauči. Je pa tudi potem, kar se zobkov tiče. Kužki ponavadi med 4. pa 6. mesecem zamenjajo zobke. Tako da načeloma jih pojejo dol, jih lastniki niti ne najdejo, eni jih pa vseeno po tleh pobirajo potem. Tako da dojenčki jokajo, ko jim rastejo zobki, kužki pa grizajo. Tako da takrat je vedno treba delati menjave, recimo če grizajo roke, da daste drugo igračo, da ponudite kakšno bikovko, da preusmerjate pozornost. Potem krempeljčki, to je večno vprašanje lastnikov. Jaz nekako vedno rečem, da krempeljčki so predolgi takrat, kadar mi slišimo psa, ki ga pokličete. Če pride tik, 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 se pravi, da je treba mečkam pogledati krempeljčke. Niso že vsi krempeljčki za strišč pri mladičih, sploh tam nekje do 6. 7. meseca je včasih največkrat, sploh ni nobene potrebe. Fino je, če se kužku naravno, recimo, brus kremplje. To je tako, da recimo greste na asfalt, se igrate s kakšno žogo, kakšno borbeno igro, da on prašiba, da se v bistvu zabremza, da se ustavi. Edino, kar je, morate paziti na tale notranji 5. krempeljček, takole na tega, ta pa nikoli ne pride do tav in velikrat pri majhnih kužkih zraste tako nazaj in se obrne noter in začne nazaj v tačko rasti. To je pa problem. To je pa potem začnejo kužki šepati, lastniki pridejo zaradi šepanja, na koncu ugotovimo, da je praktično krempelj tisti, ki je problematičen. Kar se tiče samih blazinic, zdaj je on še majhen, ima še take luškane, ima še čisto take mehke blazinice, še nima nobenih grahastih pa tako naprej. Tako da po zimi, recimo pri takih blazincah je treba paziti, morate biti zelo pozorni, da ko greste ven, je fino, da prej blazince namažete s kakšnim vazelinom, s kakšnimi kremcami, da
da ne poškoduje jih sol. Poleti je pa tudi tako, če vi ne morete hoditi bosi po asfaltu, tudi psa ne boste po asfaltu, da se sprehaja, zaradi tega, ker imamo dosti primerov polet, ki pridejo in imajo čisto vse na vseh 4 tačkah, vse blazince popečene. Paranalka je pa ob ritki. Jaz najrajši pokažem, če je recimo tole anus, na vsaki strani je takole, na vsaki strani iz notranje strani je ena žleza, temu se reče paranalke. Pri kužku je tako, če ima čvrst kakac, da je tak, da se ga da pobrati, ko gre kakac ven, se tekočina iz teh paranalk zraven lepo stisne ven. Če je pa kakšna driska, kakšna alergija, se pa tekočina noter nabira in to rata kar najprej kakor mozolček, pol pa kot tur in to kužke blazno boli. To si probajo sprazniti tako, da se usedejo na rito in se drajsajo. Občasih pa tudi zavoha lastnik tak vonj po gnilih ribah. To je v bistvu ta pokazatelj, da so paranalke problematične in je tudi treba iti čim prej do veterinarja, da se to preveri pa tudi po potrebi sprazni. Mladičkom, kar se tiče notranjih parazitov, je definitivno fino do 1 leta dajati enkrat mesečno. Se pravi, do 2 mesecev morajo biti razgliščeni že 4-krat, na vsake 14 dni. Pri 2 mesecih, ko grejo v nove domove, pa potem do 1 leta enkrat mesečno, ker je skozi nosa kot leh, rita v luft, poberemo vse, karkoli imamo pred nosom in je to. Potem pa naprej na 3 do 4 mesece, edino poletje treba paziti za srčno glisto. V roku 1 meseca, ko se vračate z morja, se da še proti srčni glisti, tako da takrat se gre do veterinarja, dobiste tabletko in je to. Za zunanje parazite pa tudi, obvezno je, da je kuža zaščiten skozi celo leto, tudi po zimi načeloma klopov ni. Če je temperatura tudi čez noč, recimo pod 0, pod -5, bolhe so pa skozi. Zaradi tega je največ problemov z bolhami ravno po zimi, ker lastniki mislijo, da ni nobenih parazitov, nehajo dajati in je potem tam nekje februarja, marca imajo pa cele invazije. Veterinarka Iris Selan je opravila rentgensko diagnostiko, da bi ugotovila, kako hude so želodčne težave pri koker španjelu. S pomočjo različnih tehnik slikanja lahko veterinari slikajo skoraj vsak organ v telesu in na ta način spremljajo bolezen ali poškodbe organov. Rutinsko se rentgen uporablja pri postavljanju diagnoz na kosteh in pri ugotavljanju sprememb v prsni in trebušni votlini. Običajno se želodčne težave pri psu kažejo z bruhanjem drisko, slinjenjem, grizljanjem trave, lizanjem tal, izgubo apetita, vetrovi in kruljenjem. Pa non-stop bruho pa nismo vedeli, je nekaj pojedel ali ne, čeprav je zdaj boljši. Je pa tak, da vse usta vtakne, pa nismo vedeli, ali bi lahko v trebuhu ostala ali ne bi ostala, ampak zgleda, da ne, je pa želodec močno razdražen, tako da zdaj videla, kaj se bo tole razvil. Počas potuje zadeva naprej, ne še čisto optimalno, kot bi morala, ne. Tle se zdaj še krvita, ne, zelo zadebeljena sluznica želodca, tole prebava gre pa lepo naprej, ne, v primerjavi za včeraj. Tole je prvi dan, ne. Pa je dobil kontrast za pojest, to je drugi dan, to se pravi, kontrast je že po kaku. Pomeni, da prebava tok potuje, ostane pa še vedno tole kar precej zraka noter, tako da to bo jutri še eno kontrolo za narediti, da vidimo, je zdaj sposoben to ven spraviti ali ne. Če ne, če bi toliko veliko zraka ostalo, pomenili, da neki hrana ne odgovarja, da bi lahko še vedno nekaj zaporabila. Tukaj nam v bistvu en konček belega ostaja, kar ne bi smeli in se mora jutri čisto lepo presnoviti naprej. Je pa očitno šel kakati, ker je tale debeli del črevesja zdaj že prazen. Ok, se pravi, digestolak mu dajem zjutraj pa zvečer pred obrokom pol ure. To je to? To je to. Hrana pa briketi? A imamo že gastrointestinalne Te od rojala? Ja, To je to. Večkrat na dan pa malo. To je to. Še vedno isto. Koliko časa bi pa mogli to nazaj? Odvisno. Želodec zna biti kar dolg časa težava. Tako da, ne vem, sigurno od
3 tednov naprej. Ok. Da noste mislili prehitro, da bo. Ja. Da Se bo pravi, redu, pa že tudi, če posebej. sem mljacka in se to dogaja, ne, Vemo, zakaj je. Okej, Ja, v redu. tako da Pa se se pravi, pravi, da nekaj bo vidimo. še trajalo, ampak toliko, da vidimo, kaj še z unim ovinkom črevesja. Okej. Nekaj je že po kaku, je šlo lepo ven, ampak zdaj še en ovink čakamo. Okej, prav pa se vedno v Se vidimo, zmenjeno. No, pet ti se odmakn, Miška, odmakn se. Pri teh kravah, tako lepo porodu, ki je tudi stres, velikrat pride do te dislokacije siriščnika. Siriščnik je eden izmed 4 želodcev, ki so v kravi, noter vamp, siriščnik, pribiralnik pa kapica, ki je zelo pogost pojav, da se pride do zasuka, levo ali desno, lahko se tudi torzija. Zdaj bomo sam čisto preventivno poslušali, ker je to črno-bela, pri tej pasmi je bolj pogosta pojav, no, ampak v tej čredi se praktično ne pojavlja, kar je to tudi odraz ene dobre reje oziroma same tehnologije. Če je rejc vesten, da ima obrok v redu, da je sestava obroka, pa da živali niso v stresu, se tega praktično zelo težko oziroma zelo redko pojavlja v čredah. No. Ne, tukaj je čisto vse v redu. Drugače pa tak pink efekt, da bi po žogi te udarjal, pa tako se sliši tako. Greme se samo v plašč obleči, pa bomo tole vzad razkužili fajn, umili, pa bomo probali tole posteljico potem izluščati. Tole mečkem joda dal noter, da bomo fajn vzad šprali, da bo čisto. Cene boš lahko kar za rep prijel. No, pridna si. Probamo čim bolj čiste, da je čisto. Da potem ne zanešamo teh bakterij dodatno noter, čeprav itak že 2 dni po porodu se že včasih mečken tudi vname, lahko noter v maternici. Pa gremo čist počasno noter. Skozi labije, skozi vrat maternice v maternico. Če je prezgodni porod, je to zelo pogost pojav, potem pri dvojčkih se pojavljajo te zaostale posteljice. Potem vzroki so lahko tudi pomanjkanje raznih mikro-makroelementov, vitaminov, rečemo selen in take zadeve, vitamin A. Včasih pa tudi se lahko reje optimalne, ko človek pričakuje, da bo vse v redu, pa pride do tega, da se ta posteljica ne ščisti. Idealno je to v parih urah po porodu, se pri govedu to zlušči. Zdaj vidim, če krava, da nima apetita, da je taka apatična, je potem potrebno že prej ukrepati. Drugače pa ni to tak urgentna zadeva, kot rečemo mastitisi ali kakšne pljučnice. To je drugačno. V tolikih letih sem videl, da enostavno s silo to ne moreš, oziroma da si nestrpen, da bi poskušal to čim prej ven dobiti, rajš počakam, potem pa vsak dan spremljam kravo, kako je. No. Zdaj, načeloma v parih dneh se to izloči lepo, nič na silo, samo aplicirajo se tablete na 2 dni. Včasih, če je stanje bolj tako, da je več vnetja noter, da je več teh vnetnih procesov, se pač aplicira po 2 tablete vsak dan. Ali pa še mogoče kravi, tudi parenteralno se aplicira antibiotik. Zdaj, če tega ne bi zdravili, no, lahko pride tudi do pogina krave, ker pride do sepse, ker noter je kot eno jedro bakterij. Ima pa že von, Zdaj, gledalci tega ne morejo zavonjati, Včasih je kar tak zelo gaben von vzad. Moraš imeti kar mečken nos izvežban za take stvari, no. Zdaj to praktično ne vidimo tega dela, ki ga upravljamo, to je tako kot porod. Bolj smo vezani na te prste oziroma na roke, kar čutiš pod prsti, to lahko narediš, ker nič ne vidimo praktično, ker se pa tako kot pri kakšnih drugih zadevah, ko vidiš, odpreš organe ali karkoli, če izvajaš kakšne operacije, je to drugačne. Tukaj smo pa vse, ne veš, zelo lepo se je krava ščistila, mečkane še noter, bom še poskušal teh par koščkov ven dobiti. Se pravim, zdaj treba pri teh zadevah biti zelo previden, zelo nežen, nikoli se to na silo ne vleče, ker potem se to zatrga, pride lahko do krvavitve, krava bi lahko tudi skrvavela, ker praktično so te gobe so kar dost velike, včasih so tudi, rečemo tako, kot ena dlan velike, če objameš in tle pride do izmenjave
hranilnih snovi so tudi žile zelo polnokrvne in takrat lahko, kot da bi počasi, rečemo, pipo odprl, pa bi počasi tekel. In se je tudi že zgodilo, da je krava skrvavela. Včasih mogoče bil kakšen rejc nepazil ali pa čistko kakšna je navaren, da stop gor. In ko krava vstane, se lahko zatrga to in pride do krvavitev praktično do pogina. Ampak to so redki primeri, se pa lahko tudi zgodijo, ker so se tudi zgodili. No. Tako izgleda ta posteljca pri kravi izločena. Ja, se mogoče res zgleda mečken tak, za kakšnega, ki ni navajen, pač čudno, ampak pač to je narava. Tukaj je bil taliček noter in tako se normalno lahko plod razvil, ker je prišlo do te izmenjave hranilnih snovi med plodom in pa med kravo. Tukaj sem rekel, še en košček je noter na dnu. Zdaj lahko pokažem samo tako na hitro, mogoče za laike, da se tako predstavljajo. Tukaj je tako priključen gor na to gobo in potem pride tako maternica okrog, pa noter plava teliček. Zdaj to so te, tukaj pride do izmenjave, ker se ta placenta ali posteljca prilepi na te karunkle in pride potem do izmenjave hranilnih snovi. Evo, to je to. Jaz bom samo še tablete dal v maternice, oziroma oblete. To so take peneče oblete, katere jih potem apliciramo v maternico. Zelo hitro se penijo. To je ravno dobra stran teh, ker potem ker se začnejo peniti in potem se to, kot ena vrste pena, in se to potem počasi izčisti in izloči. Zdaj, v tem primeru bomo mogoče čez 2 dni samo ponovili, čisto preventivno, drugače pa načeloma se to samo enkrat aplicira. Zelo lepo se je očistila, praktično ni bilo komplikacij, tako da super, super. In tak šolski primer, tudi da so gledalci videli, ali pa tudi tisti, ki jih zanimajo, ali pa da vidijo, kako to izgleda. Treba spremljati kravo. Zdaj vsakodnevno temperaturo zmeriti, pa lahko pride do tega, da se telesna temperatura dvigne. Včasih pa ni nobenih takih znakov, pa lahko po 14 dneh pa tudi kakšen košček posteljce se izloča, ali pa tudi cela posteljca se je zgodilo, da je praktično krava ni imela nobenih znakov. Včasih se pa normalno izloči, vse zgleda, da vse je v redu, pa mogoče to ne pride do teh kontrakcij maternice. Zato je zelo fajn, da v teh prostih krajah, ko so krave dojilje, da se telički takoj dajo spod pod kravo in sesa. In ko tele sesa ali pa se molze kravo, se izloča ta hormon, oksitocin, in potem se ta maternica začne krčati. In potem se izloča to. V veterinarstvu Trstenjak-Zajc so opravili magnetno resonanco pri psičku Teriju, ki ga je pri hoji zanašalo. Eden od mogočih razlogov bi lahko bil tumor na možganih. Zato so se tudi odločili, da ta sum ovržejo ali potrdijo z magnetno resonanco. Skrbnico čaka dobra novica. Nekje desno v tem skorji možganski ima noter tole lezijo, ki sem jo z kontrastom zdaj hotel obarvati, če je bil tumor. Pa ni. Se pravi, ali je nekaj degenerativnega, ali je nekaj vnetnega. Vesti, mislim, da je za njega kar dobra novica. Z magnetno resonanco smo ugotovili, da ne gre za tumor, da gre verjetno za ali kakšen vneten ali pa žilni proces in se bo dalo pomagati z kortizonskimi tabletami. Kortizone bo zdaj jedel in upajmo, da ga bomo nekako stabilizirali. Ni rečeno, da za ne vem kako dolgo, ampak jaz upam, glede na to, kako je včeraj dobro reagiral na deksametazon, da bi tudi zdaj tole še nekaj časa dajali. Da bi to vnetje, če je neko vnetje, da bi ga nekako držali na vajetih. Brez magnetne resonance bi bilo vse skupaj samo ugibanje. Magnetna resonanca pa omogoča, da vidimo živčno tkivo, se pravi možgane ali hrbtenjače, ki so zaprti v kost in vizualiziramo procese, ki jih ultrazvok ali pa rentgen nista sposobni.